Odprto. Pogovori o prostoru, arhitekturi in oblikovanju. Pozdravljeni v novem podcastu Odprto. Danes bomo klasični. Govorili bomo o arhitekturi in o nekaterih njenih temeljnih vprašanjih, ki nimajo enoznačnega odgovora. Govorili bomo o tem, kako prostori nastajajo, kakšen pomen imajo in kako vplivajo na naša življenja. Govorili bomo o umetniškem dojemanju prostora. Z nami bo arhitekt in docent na Fakulteti za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo v Mariboru, arhitekt Nande Korpnik, ki je pred kratkim za svoj obsežen opus in vrhunske dosežke na področju arhitekture prejel platinast svinčnik Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije. Nande živi in deluje v Celju. Svojo pot pa je začel z raziskovanjem moderne arhitekturne dediščine Velenja. Pri svojem delu stremi k uporabnosti arhitekture, velikokrat pa se ukvarja tudi z ohranjanjem obstoječega. Kot na primer pri paviljonu za prezentacijo arheologije na Glavnem trgu v Celju. To ne pomeni, da je konzervativen, saj verjame v odprt dialog in diskusijo v prostoru. Misli na široko in velikopotezno. Zelo mešane odzive je prejel za svojo lansko idejo o več kot 500 metrov dolgem visečem mostu med Celjskim grajskim hribom in Miklavškim hribom, ki naj bi postal nova ikona in privabljal turiste. Za svoje pestro in raznoliko ustvarjanje je prejel več domačih in mednarodnih priznanj, med drugim kar 3 nominacije za Evropsko nagrado Miss Van der Rohe. Arhitektura je kot dejavnost izjemno raznolika in kompleksna. Hkrati zelo subjektivna, saj jo težko znanstveno opredeliti in definirati. Včasih spominja na filozofijo, kjer se skozi debate in razmišljanja dokopljamo do določenih resnic. Arhitektura je torej iskanje resnice. Resnice prostora, družbe, časa, kulture in tudi samih avtorjev. Pri iskanju resnice v arhitekturi le malokrat pridemo do dna. Ponavadi se iskanje nadaljuje v naslednjih generacijah. Odkrivajo se novi pogledi, obujajo stare tradicije, preizkušajo tehnične zmogljivosti in preverjajo obstoječe zakonitosti. Čeprav ima arhitektura to umetniško-filozofsko plat, je po svoji funkciji povsem utilitarna. Njen namen je, da nas ščiti pred vremenskimi vplivi, da nam nudi varno okolje, da oblikuje prostor, kjer bivamo in se družimo. V tej svoji polarnosti je arhitektura razpeta med duhovnostjo samorefleksije in materialnostjo fizičnega sveta. S tem pa ustvarja široko polje za lastno upodabljanje. Nande, pozdravljen. Pozdravljeni. Danes se bomo pogovarjali o klasičnih in temeljnih vprašanjih arhitekture, zato sem zelo vesela, da si se odzval našemu povabilu. Arhitektura je vedno predstavljala določen poseg v obstoječ prostor. Ta prostor pa je posledica več tisočih posegov različnih družb in generacij, ki so na tem prostoru živele prej. Tako ob vsakem novem projektu razvija arhitekt z novim posegom zgodbo prostora naprej. Pri tem pa je jasno, da za njem prihajajo še drugi in da je on le ena beseda v dolgem romanu prostora. Kakšen pomen zares ima v tem kontekstu posamezen projekt in arhitektovo delo? Arhitektovo delo naj bo pomensko in vsebinsko predvsem iskren komentator svojega časa, avtorja in naročnika. Nenazadnje se bi naj ocenjevanje arhitekture za nazaj vedno začelo predvsem v razumevanju časa, ko je nastajala. Nerealno je pričakovati, da bo vsaka arhitektura zgodovinsko manifestna. Če že realno zapiše svoj čas in v svoji življenjski dobi služi dobro, je lahko arhitekt zadovoljen. Menim, da je zelo pomembno, da se tradicija in dediščina cenita in skušata ohraniti. Po eni strani je to res hvalevredno in spoštljivo do tega, kar je bilo. Po drugi strani pa se vedno znova poraja vprašanje, ali ohranjanje in konzervacija omejuje razvoj prostora. Naprimer, po drugi svetovni vojni so bila nekatera mesta dobesedno zravnana, na kar so jih zgradili povsem na novo in na sodoben način. Res je, da se je izgubilo veliko dediščine. Hkrati pa se je razvilo tudi nekaj povsem novega, kar se prej ni moglo. Kako ti gledaš na to? Zelo zanimivo vprašanje, ki pa je aktualno že vsaj dobrih 100 let od začetka sodobnega konzervatorstva.
Vse skozi se polemizira, kaj obnoviti, kaj rekonstruirati na novo, koliko svobode pustiti arhitektom predelavam. No, moče zanimiv primer mojega paviljona za prezentacijo arheoloških stalin in situ v Celju, ki je bil letos nagrajen za Evropsko nagrado Europa Nostra. Ocenjevalna komisija je zapisala, da je to dober primer ohranjanja in predstavitve arheoloških stalin in situ v urbanem kontekstu, kar je izziv, s katerim se pogosto srečujemo po vsej Evropi. Zasnova paviljona, premišljena in nevseljiva zgradba, je skladna integrirana v obstoječi ulični niz in ohranja njegovo kontinuiteto. Kar bi rad poudaril, pa je to, da se moja arhitektura predvsej podredila svoji vsebini, pravzaprav je kreativno in likovno, celo sledila zatečenem urbanem stanju in je ocenjena kot obogatitev starega mestnega jedra, po drugi strani pa je odkritje arheoloških stalin in odločitev, da se jih prezentira s paviljonsko pritlično stavbo, povozila še vedno veljavni prostorski akt, ki na tem mestu predpisuje stavbno plombo in pozidavo do višine vencev sosednjih stavb. Novogradnja bi naj tvorila videz strnjene ulične večnastropne zazidave. Lahko bi rekli, da se je arheologija postavila nad veljavni vzorec arhitekturnega urejanja starega mestnega jedra v Celju. Takšna kot je danes, bi jo lahko celo označili kot urbanistično napako. Jaz, kot ustvarjalec, pa vidim svoj paviljon kot predvsem umetniško neko abstrakcijo ruševine, ki je bila na tem mestu kot arhitekturno skulpturo. Meni se zdi zanimiv primer, ki ga lahko razumemo, da ni enoznačnega odgovora, kaj naj prevlada in kako se naj doseže harmonija med starim in novim. Moje mnenje je, dokler nas ostanki arhitekturne preteklosti kulturno bogatijo in nam ne predstavljajo preveliko ekonomsko motnjo, je sobivanje staro-novo samo dobrodošlo. Ena večnih dilem v arhitekturi je tudi ta, ali je arhitektura umetnost ali obrt. V sodobnem času se je vmešal še tretji pojem in to je posel. Kako bi ti opredelil arhitekturo? Ja, zame je arhitektura bila pravzaprav vedno posel. Danes pa se posebno in to posel, za katerega je potrebno veliko obrtnega znanja, je pa lahko tudi umetnost. Zdaj, če razumemo arhitekturo kot umetnost, se moramo zavedati, da ima dobra arhitektura v sebi skrito varnostno kodo, ki se razume kot uporabna vrednost stavb, njena utilitarnost. Arhitektura naj bi vedno nečemu tudi praktično služila. Kar nas kot ustvarjalca mogoče ovira, ker se ne počutimo povsem svobodni v kreativnem izražanju, po drugi strani pa lahko to razumemo kot privilegij, ki nam pripoveduje, da smo vpeti v realni svet in je naša arhitektura lahko najbolj stvarno cel svojega časa. Gre za privilegij, ki za ostale umetniške zvrsti ni samoumeven. Zame bi naj imela arhitektura prvo uporabno vrednost, če pa se uspe postaviti še kot umetniško delo, ki se odlikuje s pripovedno vrednostjo, lahko govorimo o dobri arhitekturi. V preteklosti je bila arhitektura rezervirana za tiste najbolj prestižne, najpomembnejše objekte, medtem ko je bila ljudska arhitektura v domeni obrtnikov in samograditeljev ter posledično bolj trdno stkana z ljudsko tradicijo. Danes je poklic arhitekta reguliran in prostorska zakonodaja vedno bolj zapletena. Na prostor pa vplivajo še politika, kapital, interesi. Medtem pa še vedno vsi živimo in uporabljamo arhitekturo in prostor, kot nekoč. Ali je večina ljudi danes odrezana od možnosti izražanja v arhitekturi in kako to vpliva na bivansko kulturo? Se zaradi tega pojavlja vedno večja želja po javni participaciji v arhitekturi? Ja, nekoč je bilo verjetno arhitektom lažje in so bili bolj svobodni v načrtovanju stavb. Modernizem je razširil interesno polje arhitekture tudi na stanovanjsko gradnjo. Posledica vedno večjega vključevanja družbenih in tehničnih normativov danes ima za posledico, da se pretiranje vedno bolj regulira, kar je v nasprotju z našo željo po avtorski svobodi. Še več, včasih se zdi, da vse skupaj vodi danes v spreminjanje avtorskih arhitektov v trodimenzionalne uradnike, ki predvsem izpolnjujejo predpisane standarde. Ampak jaz pravim, umetnost vedno najde pot in arhitektom še vedno uspeva načrtovati nove in nove avtorsko zanimije in ikonične stavbe. Tudi na bolj preprostih objektih zaznavamo željo po lepo oblikovanih prostorih in stavbah. Še nikoli ni bila arhitektura tako vseprisotna in nikoli v zgodovini se ni z njo ukvarjalo tako veliko ljudi. Tudi laična javnost si vedno bolj želi vključenosti v oblikovanje svojega življenjskega prostora, kar pa nas poklicne arhitekte malo jezi,
Po drugi strani pa lahko razumemo njihovo angažiranje kot zavedanje pomembnosti dobre arhitekture in prostorskega oblikovanja in njihovo željo po večji vključenosti v arhitekturi ali preprosto željo po samozraženju. Problem je, ki ga jaz vidim, da danes ni prevladujoče inštrukcijske formalne ideologije in je dovoljeno marsikaj. Vendar sem optimist in danes lahko res nastane tudi kakšna prostorska neumnost, vendar brez skrbi, čas in prostor sta tisti dve stalnici, ki za nazaj vedno objektivno sodita zgrajeno arhitekturo. Pri snovanju nove arhitekture ima vsak arhitekt svojo vizijo oziroma interpretacijo tega, kaj je prava idealna rešitev. Tako da je prostor odvisen od tega, kdo ga načrtuje. Na nek način je odločitev, kdo bo prevzel kateri projekt, zaradi tega izjemno odgovorna in nasploh verjetno najbolj vplivna. Ali je mogoče, da obstaja univerzalno prava rešitev v arhitekturi? Se pravi, da obstaja absolutna resnica, kako bi moral biti določen prostor oblikovan in ali jo lahko arhitekt kot tak tudi prepozna? Ja, če še vedno odvisno, kdo načrtuje in lahko od različnih arhitektov pričakujemo različne oblikovne interpretacije, to samo pomeni, da še nismo čisto povsem regulirani in da je še znak za optimizem, oziroma da še imamo manevrski prostor za avtorsko arhitekturo. Danes tudi zaradi tehničnega napredka in novih načinov načrtovanja doživljamo arhitekturno-industrijskega razvitega sveta pravi oblikovni Eldorado. Še vedno velja oblikovna mantra postmodernizma, ki postavlja v ospredje čustveno plat izražanja in arhitekti se danes smo lahko izrazno zelo različni in se ločimo med sabo. Zdaj v modernizmu, ker je bila bolj poudarjena racionalna plat projektiranja in so v enem obdobju imeli arhitekti po CIAM celo napisanih 5 točk dobre arhitekture, so bile razlike res manjše in bi za tisto obdobje lahko rekli, da je veljala univerzalno prava rešitev. Danes tega ne moremo več trditi in absolutne resnice, kako bi naj izgledala dobra arhitektura, že dolgo ni več. Edino, kar nas lahko druži, je iskrenost pri stvarjanju in prizadevnost, da smo koristni za družbo in želja po dobri arhitekturi. Sliši se enostavno, pa mislim, da ni. Kot prvo, najtežje je samemu sebi priznati, kakšen si in zelo veliko je dejavnikov, ki arhitekta danes vodi v skušnjave, da se prepusti ležernosti in zanemari svojo ustvarjalnost. Podnebna kriza je zadnje čase zelo aktualna tema. Ena izmed idej za ublažitev krize je tudi ta, da je zgrajenih stavb dovolj za vse in da bi bilo potrebno obstoječe le obnavljati oziroma jih narediti bolj trajnostne. Kaj misliš o tej ideji na globalni ravni in kaj v slovenskem prostoru? Je to možna rešitev ali le radikalna misel? Ja, prvinsko ima arhitektura v sebi predvsem ta prikrit progresivni značaj in vedno je lažje nam graditi na novo. Zdaj odločitev, da boš najprej naredil oceno in analizo stanja grajenega, se s tem skloti prenov in obnov obstoječe arhitekture, jo naredil bolj trajnostno, je lahko politična in zopet pokaže predvsem na kreativno moč arhitektov. Že sama analiza je priložnost, da lahko arhitekti malo postanemo in se opremo nenehnemu zastanju za novim in s tem tudi prevrednotimo naš vrednostni sistem. Takšne preučevanje obstoječe arhitekture je nenazadnje lahko tudi zelo poučno. Sploh pa je prenova stavb vedno bila strokovno zahtevna naloga in če vse skupaj še lepo oblikovano, zna biti velik izziv za arhitekte in je prav, da se pridružimo to vrstni ideji, tako na globalni kot na lokalni ravni. Si izjemno aktiven, pronicljiv, zelo sodoben arhitekt, ki se aktivno udejstvuješ v arhitekturi. Kaj želiš ti odkriti in kaj želiš ti spoznati? Jaz si predvsem želim, da bi moja arhitektura bila koristna, imela uporabno vrednost in če še uspem dodati pripovedno vrednost za čim širše okolje, sem zadovoljen avtor. Predvsem si pa želim ustvarjati sproščeno in uživati v nastajanju svoje arhitekture. Že dolgo nazaj pa sem odkril, da ni arhitektura tista, ki ne more brez mene, spoznal sem namreč, da sem jaz tisti, ki ne more brez nje. Hvala za lepo misel. Me veseli, da ne moreš brez arhitekture. Tudi pri OHS ne moramo brez arhitekture. Tako, enako, hvala Alenka. Hvala za vabilo. Poslušali ste podcast Odprto. Prvi slovenski podcast o arhitekturi, ki ga je pripravila ekipa OHS.
Za akustično ugodje je skrbel studio Sonolab. Odprte hiše Slovenije se zavzemajo za dobro arhitekturo, ki je namenjena vsem ljudem. Prisluhnite nam vsakič, ko boste o prostoru želeli izvedeti več. Da smo lahko odprto spregovorili o prostoru, nam je svojo podporo omogočilo Ministrstvo za okolje in prostor.